Zdi to, da ne greste na referendum, saj vas, s tem pozivate tudi svoje volivce, naj ne grejo na referendum ali naj grejo pa glasujejo proti? Že prej sem povedal, da ne glede na to, kako bodo glasovali, ali za ali proti, se bodo lahko rezultati tolmačili ali tako ali drugače. Skratka, tolmačenje rezultatov je nedodelano in nejasno. Zato jaz osebno ne grem. Ostali pa naj premislijo. Zdi pa se mi, da bi največja klofuta bila tem pripravljalcem referenduma, če bi bila udeležba izredno nizka. Fajn bi bilo, če bi bilo mogoče 10-15%, da bi se pokazalo, da ljudje ne sprejemajo tega. Mislim pa, da že to, da bo udeležba pod 50%, kaže na to, da ljudje pravzaprav nočejo take razdrobitve Slovenije. Pa tudi torej ministru Žagarju ne verjamete, da to pomeni pač bolj ekonomično upravljanje, recimo prenos na nižje nivoje? To, kar govori gospod Žagar, je čisto običajno nakladanje. To je evidentno, da pri njegovih odgovorih na vprašanja, kajti če dobi eno vprašanje, na katerega je pripravljen, še nekaj spravi skupaj, ko dobi eno vprašanje med vrsticami, ki ga postavi kakšen novinar, se zmede, začne jecljati, ne ve, kaj bi povedal in potem preide na odgovor, ki pravzaprav nima niti zveze za postavljenim vprašanjem. Jaz mu ne verjamem. In mislim, da pametni Slovenci mu tudi ne verjamejo, vsaj tisti, ki uporabljajo ZKP. To je zdrava kmečka pamet. Kaj bi pa recimo sploh lahko dosegli, če ne bi šli referendum? Mislite, da bi to za njih pomenil ta znak, ne? Gre za posvetovalni referendum, na katerega vlada tako ali tako ni vezana na te odločitve in mislim, da bi to bila edina varianta, edini način, da se pokaže, kaj ljudje sploh mislijo o tem referendumu. Ni se ga pa treba upoštevati, ne? Oziroma niti ne morejo ga upoštevati. Osnovni zakon o pokrajinah je padel, v tem mandatu ni mogoče speljati ničesar, potrebna je dvotretjinska večina, to se pravi, gre za politično predvolilno potezo.